Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril zopet malo o ljubezni. In sicer o tem, kaj je resnična ljubezen, kaj je iluzorna ljubezen, kaj je sebična ljubezen in kaj je tako imenovana nesebična ljubezen. Ljubezni lahko delimo na dva načina manifestacije in na dva načina izvajanja te ljubezni. Ljubezen se lahko kot prvo manifestira kot občutek. Druga manifestacija ljubezni je pa fizično dejanje. Torej, ljubezen lahko čutimo, lahko ali ne čutimo občutka ljubezni ali pa čutimo občutek ljubezni. Potem lahko ljubezen manifestiramo na ta način, ali je ta manifestacija v našem umu, v naši domišljiji, ali pa v obliki praktičnega fizičnega dejanja. In to dejanje lahko izvajamo v našem umu ali v praksi. Lahko recimo vidimo, da je neka oseba, ki je v pomanjkanju, srečamo človeka, ki je recimo lačen na cesti, nekega berača. Vidimo, da je lačen in sedaj lahko grem jaz mimo njega in ne čutim ničesar do njega. Lahko imam v sebi neko praznino oziroma sem energetsko stabilen. Lahko pa grem mimo njega in do njega začutim ljubezen. Torej, s tem občutkom ljubezni grem mimo njega. Na ta način nisem storil nobeno praktično fizično dejanje. Ampak sprememba je bila v tem, da sem čutil do njega nek občutek ljubezni. Kaj pa sem praktično naredil, ali se je situacija pri njem kaj spremenila? Prav nič. Še vedno je lačen. Potem pa se lahko odločim, da bom tega berača, ki je lačen, nasitil. In spet lahko to dejanje naredim na dva načina. Lahko se v svojem domu, v moji topli, udobni sobi, usedem na tla, zvijem noge v lotosov položaj in potem zaprem oči in zaprosim Boga, naj temu ubogemu človeku pomaga, da naj mu pošlje kaj hrane, da naj mu spremeni življenjsko situacijo. Ali pa lahko mu pošiljam občutek ljubezni, tako da si predstavljam, da iz mene sije svetloba, bela svetloba ali rožnata svetloba in da se pretaka v njegovo bitje. Naredil sem torej neko fizično dejanje, ampak zopet naredil sem ga v svojem umu. In kaj se je tukaj spet spremenilo, glede same praktične situacije berača? Ničesar. Potem pa obstaja še četrta opcija, da naredim neko fizično dejanje in to v praktični fizični realnosti. Torej, da opazim, da ta berač je lačen in mu dam ali nekaj denarja, ali pa grem kupiti za njega nekaj hrane in mu dam to hrano. Ali pa ga povabim recimo na kosilo. Edino s takim dejanjem
pa se je ta ljubezen do njega udejanjila na tak način, da je dejansko spremenila nekaj v njegovem življenju. In zdaj, seveda, imam lahko spet ob tem fizičnem praktičnem dejanju, ko sem recimo mu dal nekaj hrane, dobre občutke, lahko imam do njega občutek ljubezni, lahko pa ob tem dejanju nimam občutka ljubezni. Ampak to prav ničesar ne spremeni. Ne glede na to, ali do tega berača čutim ljubezen, ali sovraštvo, ali sem nevtralen glede notranjih energijskih stanj, pomagal sem mu na praktičen način, da sem njegovo pomanjkanje odpravil, njegovo začasno pomanjkanje. Torej, ne glede na to, ali nekaj čutimo do nekoga, ali nekaj domišljamo v svojem umu, da smo storili, absolutno ničesar ne spremeni v tej fizični realnosti. Vse, kar šteje, so samo praktična dejanja mene skozi moje fizično telo v tej fizični realnosti do drugih oseb, biti, ki so v fizičnih telesih. Torej, to je ena oblika izražanja ljubezni, ki je učinkovita. Ampak ta ljubezen ima potem še več stopenj. Lahko samo kratkotrajno izrazimo to ljubezen, da nekoga, ki je lačen, kratkotrajno nasitimo, mu damo neko hrano in je sit za nekaj ur. Ne bomo pa s tem odpravili vzrokov za njegovo lakoto, za njegovo trenutno situacijo v življenju. Če hočemo torej izražati to nesebično ljubezen na praktičen način in to na efektiven, dolgoročen način, moramo raziskati, kaj je pripeljalo v življenju tega človeka do tega, da sedaj trpi pomanjkanje, konkretno pomanjkanje hrane. In to je šele naslednja stopnja tega nesebičnega dejanja ljubezni, ki je praktično manifestirano, da ne gledamo samo na to, da bomo kratkotrajne posledice problemov sistema na tem svetu odpravljali, ampak da se vsi začnemo zanimati, zakaj dopuščamo tak sistem, ki tolerira, da določena bitja trpijo pomanjkanje, bolečine in druge vrste trpljenja. Če hočemo torej resnično izraziti ljubezen, nesebično ljubezen, moramo raziskati, kako ta svet deluje, kako ta globalni sistem deluje, kako deluje denarni sistem, politika, gospodarstvo, ekonomija, kakšne imajo določena živa bitja potrebe in kako lahko spremenimo učinkovito ta sistem na ta način, da bo brezpogojno zagotovil dostojne življenjske razmere za vsa živa bitja. Če hočemo naprej preseči to omejenost, ta strah, to nemoč pred tem, da bi se polotili tako zajetnega zalogaja, tako velikega projekta, moramo naprej spremeniti naše lastne miselne vzorce, se osvoboditi vseh strahov, za katerimi nas naš blokira pri temu, da bi te stvari raziskali, da bi se povezovali z kakšno skupino somišljenikov in da bi na praktični način skozi politiko spreminjali
zakone in globalni sistem. Za pomoč pri premagovanju teh umskih blokad vam priporočam, da se vpišete na brezplačni spletni tečaj, ki se imenuje DIP Lite. Za potem transformacijo tega političnega in denarnega sistema pa vam predlagam, da raziščete in podprete predlog, ki se imenuje Living Income Guarantee, LIG, oziroma ZŽD, zagotovljen življenjski dohodek. Povezave do teh rešitev najdete v opisu tega videoposnetka. Priključite se nam in bodite rešitev, ki jo čakate za ta svet. Hvala.